Drage gledalke, spoštovani gledalci, večkrat v življenju se znajdemo pred odločitvijo, ko ne vemo točno, katero pot bi izbrali. Lahko je to preprosta stvar ali pa je to življenjska odločitev. Kristjani želimo prepoznavati Božjo voljo za naše življenje in ji slediti. Vendar prepoznati Božji glas je marsikdaj zahtevneje, kot bi to pričakovali. V današnjem berilu iz knjige Modrosti beremo naslednje. Kateri človek sploh more spoznati Božjo voljo? Kdo more razločiti, kaj hoče Gospod? Misli umrljivih so namreč bojazljive, naše sodbe nestanovitne, kajti minljivo telo tlači dušo, zemski šotor utesnjuje zaskrbljeni saj komaj dojemamo, kaj je na zemlji, težko najdemo, kar imamo v rokah. Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem? Naše misli so marsikdaj res begane, pogosto nas je strah, smo pod vplivom močnih čustev. Le kako bi v takšni situaciji spoznali Božjo voljo? V takšnem primeru se lahko obrnemo na izkušnje tistih, ki so temu posvetili svoje življenje. Letos obhajamo leto svetega Ignacija Lojolskega. Njegovo življenje so spoznavali številni otroci na oratorijih, ki so se vrstili skozi poletje po naših župnijah. On je začel prepoznavati, da reči, ki so dobre za nas, najprej predstavljajo trud, vendar se ob premišljevanju v nas naseli mir. Pri drugih pa je naše srce vznemirjeno, prestrašeno in lahko prepoznamo, da za nas morda niso tako zelo dobre. Pomembno je, da pred odločitvijo dobro premislimo. Morda so nam lahko v pomoč naslednje vprašanje. Prvo vprašanje je, če je stvar, o kateri se odločamo, v sebi dobra. Če bi sprejeto odločitvijo povzročili škodo, bolečino, če bi druge zlonamerno prizadeli ali pa je stvar že sama v sebi slaba, potem se lahko ustavimo že pri tem prvem koraku. Če pa je stvar dobra, lahko nadaljujemo na drugo vprašanje, in sicer, če je to sploh možno in izvedljivo. Marsikdaj se zaganjamo v reč, ki je povsem izven našega dosega, in če so vrata zaprta, enostavno ne moremo vstopiti skoznje. Ko imamo torej odgovor, da je stvar dobra in možna, se lahko vprašamo, ali je modra. Tu moramo premisliti, kdo sploh sem, kakšne so moje šibke in moje močne točke, kdo želim postati. Bo ta odločitev povsem spremenila tek mojega življenja in bom zaradi nje postal nekdo, ki sploh ne želim biti? Bi bilo to sploh dobro zame? Takrat, ko vemo, da je dobro, da je možno in da je modro, pa pride na vrsto še četrto vprašanje, in sicer, če si tega sploh zares želim. Je to odločitev, ki jo želim sprejeti? Bom po tej odločitvi resnično srečen ali je to le neka trenutna misel, ki pa jo globoko v sebi ne želim sprejeti in vame prinaša nemir? Dragi gledalci, odločitve pogosto niso lahke. Toda življenje od nas zahteva, da sprejmemo odgovornost za svoje odločitve in se pogumno soočimo z njimi in njihovimi posledicami. Bog bo gotovo na drugi strani, kjer nas bo čakal, da potem skupaj z njim hodimo po izbrani poti. Pa lepo nedeljo vam želim.